Včasih se smejim kar samemu sebi, ko pomislim, kako sem na tele avtomobile gledal pred recimo 15 leti, ko sem začenjal svojo avtomobilistično novinarsko kariero. Če se je le dalo, sem se jim ognil nadaleč in izbral kaj bolj, se veste, divjega. No, danes se zagrebem za tak avtomobil, da lahko notri nabašem svojo družino z 2 otrokoma in gremo na izlet. S točno tem smo šli na dopust in to je dejansko najboljši test. Rezultat me ni čisto nič presenetil in verjetno tudi vas ne bo. Še vedno sem prepričan, da je tole eden boljših avtomobilov za družine in lep dokaz so tudi številni Slovenci, ki so si Berlinga že kupili. Samo nekaj uporabnih dejstev. Sedi se pokončno, zato je preglednost zelo dobra, ker je tudi karoserija dokaj oglata. Prostora je veliko povsod, tamle zadaj so 3 ločeni sedeži, ki se jih povsem enostavno podre. Prtljažnik pa ponuja 675 litrov prostora. Prtljažna vrata ponujajo tudi ločeno odpiranje stekla, kar je zelo priročno, in na boku so drsna vrata. Tudi to je pomembno. Ampak ni vse tako idealno. Čeprav so notranjost malo prenovili, v mislih imam predvsem ta 7-palčni zaslon, me zelo moti, da ni niti enega uporabnega odlagališča, pa sami veste, koliko stvari imamo vedno po rokah oziroma žepih, ki jih je nekam treba pač odložiti. No, tukaj vse leti po kabini, kar še zdaleč ni varno, zato je treba vse postaviti v tisti otročen predal ali pa tule doplačati za enega. Mogoče vam ne bo všeč niti to, da se zadnji stekli odpirata samo ven in samo ročno, ali pa to, da v prtljažniku ni praktično nobene pregrade oziroma kavljev, da bi malo ogradili prtljago in potem po njem vse leti. Je pa plastika takšna, da jo enostavno in hitro lahko umijete. Motor je tudi nov oziroma prenovljen in če boste opazili novo popravljeno masko avtomobila, potem boste vedeli, da sedaj ustreza normam Euro 6. 88 kW ima 120 konjev, 1,6 litra prostornine in moram reči, da dokaj lepo deluje v svojem celotnem območju. Tudi pri nizkih vrtljajih ima nekaj moči in če Berlingo ni do konca naložen, pospeši do povsem spodobnih 174 km/h. No, za družinsko rabo je bolj pomembna poraba goriva. Na testu je 6,4, kar ni rekordno malo, če upoštevam pa, da je avtomobil dokaj velik, da je prostora veliko in je karoserija oglata, pa tudi ne veliko. Menjalnik je boljši kot včasih, tukaj ima celo 6 prestav. Seveda ne mara hitrih prestavljanj, se pa vsaj ne zatika in na ročici je malo boljši občutek, čeprav ga še vedno lahko izboljšajo. Malo so izboljšali tudi vodljivost in občutek na volanu, se pa avto še vedno precej nagiba, nos sili naravnost, podvozje pa je zelo glasno. Na slabih cestah se zelo sliši, ko se gume in vzmetenje borijo s podlago, da bi vas čim manj stresalo med vožnjo. Na posnetkih vidite najdražjo različico XTR, ki s tem zmogljivim motorjem stane čez 23.000 evrov. Zdaj, če ste res veliko v avtomobilu, potem se splača odšteti nekaj jurjev za dodatno opremo, sicer pa vzemite stopno manj in bo Berlingo stal pod 20.000 evri. Evo, tudi avtomobil je pomemben del dopusta in zdaj veste, zakaj zgledam spočito.